Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. V celoti gledano, internistične stroke so take, da se ukvarjajo vsaka posebej z bolniki, ki imajo številne kronične bolezni, tako ali tako, in delež tistih, ki se jim kronična bolezen poslabša, ni v tem času prav nič upadel. Tako da naša osnovna hospitalna dejavnost je bila nekako ves čas med 70 do 80%, bolj proti 80%. Skratka, tam, kjer je bil večji izpad oziroma kjer smo zmanjšali dejansko dejavnost, so nekatere tako imenovane elektivne dejavnosti, kjer bolnike lahko naročimo brez večje škode za njihovo zdravje. Ampak to bodo povedali po usmerjenih specialnostih in pa seveda v ambulantni dejavnosti. Tudi na tem področju smo se potrudili v tem času izbirati bolnike za obravnavo, pri katerih smo menili, da je to nujno potrebno, in smo velik del dejavnosti poleg urgentnih ambulant opravili tudi v tako imenovani e-obliki, torej s telefonskim posvetom ali e-posvetom. Seveda pa izpada enega meseca ali meseca in pol ne bo mogoče čisto enostavno nadoknaditi. Trudili se bomo, da čim prej to nadomestimo, ampak zanesljivo ta doba koronavirusa ali pa covida in razglašene epidemije ne bo pripomogla k temu, da bi se čakalne dobe skrajšale. Morda pa nam je ta čas seveda pokazal neke druge poti, recimo zlasti telefonske posvete, e-posvete, s čimer bi pa lahko mogoče dobili tudi nek nov zagon. Izhodna strategija ima več točk, ključni področji sta seveda že omenjeni tako imenovani elektivni primeri, ki potrebujejo hospitalizacijo, zlasti zaradi spremljanja po nekih invazivnejših diagnostičnih postopkih ali intervencije. Drug del, pomemben, so pa seveda ambulantne specialistične obravnave in diagnostika. Tukaj smo se odločili, da povečujemo dejavnost postopoma. Prva naslednja stopnja bo obravnava bolnikov pod stopnjo hitro. V času epidemije namreč delamo nujne, urgentne in zelo hitre bolnike, torej naslednja stopnja hitre, ob seveda vseh potrebnih zaščitnih ukrepih, kajti dejstvo je, da v kolikor bodo zdravstvene ustanove širše odprte za veliko število pacientov, seveda se tudi možnost prenosa okužbe v zdravstveno ustanovo bistveno poveča. No in torej pomembna točka izhodne strategije je tudi zelo natančen dogovor različnih strokovnjakov, predvsem infektologov in tistih, ki se ukvarjajo z nalezljivimi boleznimi, kako pravzaprav najboljše opredeliti potrebna testiranja oziroma potrebne ukrepe, da do tovrstnega prenosa ne bi prišlo.